midva smo pa prišla tle zatija, ker naši starši, ki tankajo, midva lahko sam gledava in bi tudi midva kaj probala tacga. Seveda lahko, saj ni nič težkega. V bistvu je važno samo, da veste, da morate tankati bencin ali pa dizel, zato ker če zamešate pa narobe natočite, potem se avto pokvari, tako da to ni hec. No, ko pa to veste, takrat pa odpre ta rezervarček. Zdaj tale vidimo, da je bencinar, zato ker če je dizel, potem piše, da je dizel, drugače je pa bencinar. Odpremo, pa imamo tale zmerjene rokavičke na točilnih mestih. Si lahko vzamete rokavičke, to je zato, da se ne omažete. A če sem desničarka na desno roko? Lahko na desno, ja. Pa lahko si daš tudi obe, ker boš kar z obema držala, je bolj sigurno. Razumem, da je kaj razlika med benzinom pa med dizlom. Kaj pa je razlika med benzinom 100 pa med benzinom 95? Razlika v bistvu je v tem, da 100-oktansko gorivo ima 100 oktanov, 95 pa 95. To pomeni, da je 100-oktansko gorivo bolj čisto, zato imamo pol nižjo porabo, pa malo hitreje gre lahko avto. Kolikrat na teden pa vi dobite bencin pa od kje? Gorivo pride s trajekti v Luko Koper, tam imamo potem skladišče Sermin, se tam skladišči gorivo v velikih rezervarjih, potem pa približno enkrat ali pa dvakrat na teden nam pa s kamionom s cisterno pripeljejo sem ene par tisoč litrov goriva vsak teden. Imamo pa spodaj tle dol rezervarje, noter se stanka in potem, ko vi tankate, iz teh rezervarjev se v bistvu črpa ven. Gremo lahko zdaj tankat? Ja, seveda, kar primi tle ročko tega 95. Ja. Okay. Pazi, da nič ne potiskaš. Okay. Zdaj pa ti drži, pa tega le stisni. Že teče. Evo zdaj, da ti ni treba vedno držati, boš tale en tak čepek, veš, in lahko takole kar drži tole do konca, da to tako zatakneš. Ok, spusti rokico. In zdaj drži, vidiš? Zdaj tale gor, imata pa štiše znesek pa litrov. Zdaj morate gledati, da imata dosti denarja s sabo. Kaj ne pokaplja dol. Ja. Šraufaj. V katero smer pa? V desno ponavadi. Evo, zdaj pa preden se odpeljemo, je fajn, da še malo šipo sčistimo, da bo dobra vidljivost na cesti. Kdo bo probal? Jaz. A bo to vsak mal? Ti samo malo razmažeš, on pa mora potem takole. Vidiš? Bravo. Zakaj pa uporabljamo tisto pištolico? To je pa visokotlačni čistilnik, to pa uporabljamo preden pošljemo avto v pralnico, zato da z njim najprej največjo umazanijo zdrgnemo dol z avta, da potem lahko te krtače v pralnici bolje opravijo svoje delo, da se bolj očisti avto. Bomo samo tukaj od spodaj, ki je malo bolj umazan avto. Tole. Poskusi, bo ta oba prijela. Je tak močen curek. Evo, zdaj smo natankali gorivo, smo očistili šipe, preden gremo na pot je pa fajn, da še preverimo, koliko je tlaka v pneumatikah. Koliko pa morajo biti recimo gume napumpane? To je čisto odvisno od vsakega avtomobila, naprimer pri tem morajo biti zadnja kolesa napolnjena za 2,2 bara. Najprej moramo odšravfati tale čepek dol, pazimo, da ga ne zgubimo. A vas ni nič strah, da bi spustili zrak gumi? Ne, to se v bistvu zrak ne more ven iti, ker je tak nepovratni ventil se imenuje in ven ne more spuščati, samo noter lahko piha. Koliko pa morajo biti že napumpan? 2,2 bara. Aha, Zdaj pa tlele. Ja. Primeš, pa stisneš. Ava, koliko piše? 2,1. Pa deva še malo. Daj, Gašper. Stop! Aj že je? 2,2 v redu je. Super.